Zdaj je veliko ogorčenja zaradi ukrepov enega izmed vodilnih svetovnih medicinskih časopisov, The Lancet, ki je objavil peticijo, v kateri poziva k začasni izključitvi Izraelskega zdravniškega združenja iz Svetovnega zdravniškega združenja. Zdaj si organizacije, kot so Zdravniki za Gazo, Gibanje za ljudsko zdravje in Svetovalni zdravstveni svet Judovskega glasu za mir, prizadevajo za izključitev Izraelskega zdravniškega združenja zaradi, kot pravijo, njegovega neuspeha, da bi spregovorilo proti genocidu nad Palestinci, uničevanju zdravstvene infrastrukture ter mučenju in ubijanju zdravstvenih delavcev v Gazi. In utemeljenih trditev, seveda. Svetovni kongres se je že distanciral od poziva k izključitvi in dejal, da je proti izključevanju kateregakoli svojega člana zaradi dejanj njihovih vlad. Za več vpogledov je tukaj v studiu višja dopisnica Owen Altman. Kakšne grozljive obtožbe, ta peticija je res osupljiva, glede na to, kako zdravniki in izraelska tehnologija rešujejo življenja po vsem svetu. Povejte nam več o tej zgodbi. Poglejte, Benita, gibanje BDS je nepopustljivo in cilja na sektor za sektorjem. V Evropi so celo tarče levičarji, ali kot pravijo mnogi Izraelci, skrajno levi izraelski filmski ustvarjalec, ki ga napadajo na filmskih festivalih zgolj zato, ker je Izraelec. Ne glede na to, da se strinja s tistimi, ki protestirajo proti njemu in ga želijo bojkotirati, glede njegovih stališč o teh vprašanjih. Ampak poglejte, tukaj sta dve ločeni vprašanji. Prvo vprašanje je, ali bi ta revija The Lancet, zelo ugledna medicinska revija, sploh morala objaviti ta poziv k bojkotu. Potem pa je tu še vprašanje samega bojkota. Kar zadeva objavo, predvidevam, da je argument v tem, da ima ta revija omejeno število strani in omejeno število člankov, ki jih sprejme za objavo, in ali je primerno, da sprejme članek za objavo, ki predstavlja samo eno stran vprašanja. Tudi če obstaja kritična masa ljudi, ki to podpirajo, tudi če gre za vprašanje, veste, ne glede na to, ali se vi ali jaz strinjava s tem stališčem ali ne, je to vprašanje na dnevnem redu Svetovnega zdravniškega združenja in na dnevnem redu številnih strokovnih skupin. To je argument. Kar zadeva sam bojkot, poglejte, argumenti, ki se uporabljajo proti bojkotu, so standardni argumenti, ki so jih desetletja izpopolnjevale proizraelske skupine ter Izrael in njegovi podporniki. V različnih okoljih, na različnih področjih in ti argumenti so pogosto uspešno preprečili prizadevanja za bojkot. Dve prizadevanji, dve točki. Prva stvar, kar smo pravkar slišali od Svetovnega zdravniškega združenja, kaj neki pravi, da so člani Izraelskega zdravniškega združenja, izraelski zdravniki in zdravstveni delavci. Ne bi smeli biti izključeni zaradi ukrepov svoje vlade in ne bi smeli biti kolektivno kaznovani. In da je neprimerno to storiti. In drugi argument je, da tudi če se kdo ne strinja s stališčem vlade ali celo družbe, je bolje sodelovati s to vlado in to družbo. In k temu, Benita, bi lahko dodala še tretji argument, vprašanje dvojnih meril. Zakaj je tarča Izraelsko zdravniško združenje, ne pa Rusko zdravniško združenje ali Iransko zdravniško združenje ali pa, če smo natančni, Severnokorejsko zdravniško združenje? Zakaj samo izraelski zdravniki? Torej se ti argumenti uporabljajo. Slišali smo odziv Svetovnega zdravniškega združenja z našega vidika, kar gre Svetovnemu zdravniškemu združenju dobro. Rekli so, da tega ne podpirajo, tega ne predlagajo. In mi kot organizacija bomo temu nasprotovali, ko bo to prišlo na glasovanje na našem prihajajočem srečanju. To so osnovne poteze. Ti so znani iz desetletij boja proti bojkotam. Pogosto, čeprav ne vedno, so bili uspešni. In imamo Izraelce, ki lobirajo pri svojih kolegih po svetu proti bojkotu. In prepričan sem, da si oba želiva, da bi uspeli. Če bo bojkot tako rekoč dobil zeleno luč, nam prosim razložite tehnične in medicinske posledice na svetovni ravni. Kaj se zgodi, če Izrael dejansko ne bo del tega svetovnega združenja? Poglejte, s tem se izraelsko združenje loči od mednarodnega združenja. To bi škodovalo sodelovanju, škodovalo bi izmenjavam in verjetno bi imelo določen vpliv na sicer zelo cenjen izraelski javni zdravstveni sektor. Če pustimo ob strani politiko in to, kaj imajo o tem povedati različni ljudje po svetu, sta izraelski javni zdravstveni sistem in izraelski sistem medicinskih raziskav zelo, zelo cenjena. In mislim, da oba razumeva, kako dobro delo opravljajo naši zdravniki, pa tudi naše bolnišnice in naši raziskovalci. In kako Izrael kljub vsemu še naprej pionirsko raziskuje na različnih področjih, vključno, Benito, s tistimi, ki so povezani z varnostnimi razmerami.
V najnovejšem primeru, pri zdravljenju otroških talcev, na področju, kjer raziskave še nikoli niso bile opravljene, so se izraelski zdravstveni strokovnjaki soočili s to neverjetno, grozljivo preizkušnjo in so lahko s svojimi izkušnjami učili svet. Seveda je zelo pomembno to deljenje strokovnega znanja. Počakali bomo, da vidimo, kako se bo vse skupaj odvilo. Višji dopisnik Owen Altman, hvala, kot vedno.